Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Danes se bomo pogovarjali o prijateljstvu, vendar ne o nekem površnem prijateljstvu, za katerega vsi danes govorimo, koliko imamo prijateljev, ampak o tem, kaj prijateljstvo dejansko je. Kaj se je prijateljstvo skozi zgodovino nekako izoblikovalo kot tista prava oblika, ki nam polni srce in dušo, zaradi katere smo lahko boljši, zaradi katere smo lahko srečnejši. Prijateljstvo je v življenju zelo pomembno. Z nami v studiu je Ivana Palajsa, univerzitetna diplomirana defektologinja, sicer pa predavateljica v kulturnem društvu Nova Akropola v Ljubljani. In prav tam sem poslušala predavanje o prijateljstvu, zato sem jo tudi povabila v naš studio. Pozdravljeni, Ivana. Pozdravljeni. Poglejte, tole kulturno društvo bi lahko rekli, poleg tega lahko rečemo, da je tudi filozofsko, da je psihološko. Vse to je tisto, kar se obravnava na Wolfovi 8 v Ljubljani na Novi Akropoli. Ampak Nova Akropola je pravzaprav prišla iz Zagreba. Kje pa se je dejansko razvila ideja? Dejansko se je razvila ideja v Argentini. Začelo se v Argentini 57. leta, pa se razširila po celim svijetu. Zdaj praktično obstaja Nova Akropola v Evropi, mislim, da vsaka država ima Novu Akropolu, jer v Ameriki celo mislim, da obstaja i u Afriki zdaj. Tako da se praktično po celim svijetu razširila ta ideja Nove Akropole. Gre pa pravzaprav tu za neke vrste oživljanje starodavne modrosti in verjetno povezovanje s sodobnim življenjem. Vsaj tako je izgledalo recimo ravno to predavanje o prijateljstvu. Mogoče da bolj pojasni starodavne modrosti, kaj to pomeni. Mi gremo za tim da določene vrednote, določeni principi, da su bili, kako su veljali pred 1000 let, da jednako tako veljaju i danas, samo moguće da su različne forme skozi katere ih lahko izrazimo. Tako pojem dobra, pojem moralnosti, tisto kar je res dobro, tisto kar je res moralno, enako je bilo moralno pred 1000 let i enako je zagotovo i danas. In zagotovo večno bo. Ja, i zagotovo večno bo. Tako da ne moramo danas otkrivati toplo vodu da bi izvedli kaj je to moralno, kaj je to dobro. To zagotovo vsak nas po svojoj vesti lahko konstatira kaj je to moralno, kaj je to dobro. I to živi. Lahko rečemo, da je to neke vrste renesansa teh starodavnih... Lahko je to, namreč mi zaradi česa govorimo, zaradi česa se povezujemo z različne filozofske pravce, zaradi tega, ker pravimo, da su vsi filozofi tisto bistvo u stvari isto govorili, samo moguće dali skozi različne forme. Enako tako, religije isto govore, samo moguće daju tu resnicu skozi svoju formu. Tako, sistem. Ne obstaja 101 Bog, obstaja jedan Bog. Samo glede na prostor i čas imamo eno, ali pa drugu religiju. Poglejte, to društvo Nova Akropola meni je zelo všeč, namreč deluje tudi na principu prijateljstva. Ne samo obiskovanja, ne vem, predavanj, ampak gre tu za neke vrste solidarnost, prijateljstvo, za razvijanje povezanosti med ljudmi. Pravzaprav, katere so tiste ključne vrednote Nove Akropole, ki jih pravzaprav zagovarja in na nek način tudi pričakuje od svojih članov? Namreč, osnovni cilj Nove Akropole je nekako zbuditi notranjega človeka. Evo da začnem, mi svi imamo naše fizično telo, potrebe našega telesa so po pijači, po hrani in podobne, to da obstajajo potrebe nečesa, kaj imenujemo duša, oziroma tisti najbolj globoki, najbolj plemeniti del človeka. Pa potrebe duše su, na primjer, biti svoj. Da nisam odraz tujih repenjen, temveč da sam svoja, da vem kaj si želim u življenju. Potreba po svobodi, da živim nekakšno svoje življenje. Potreba po tem, da se spoznam, da spoznam sebe, da spoznam druge, da spoznam svijet okoli sebe. Potreba po miru, po sreći. Jednako tako obstaja globoka notranja potreba naše duše, potreba po resničnih toplih odnosih, oziroma potreba po prijateljstvu. I zdaj, Nova Akropola meni stališče naše, da če človek ne živi te potrebe svoje duše, da zagotovo ne more biti srećan, da zagotovo ne more biti ispunjen.
In kako se vključiš v vaše društvo? V naše društvo se vključiš, ko končaš celi ciklus predavanj, ki se imenuje Filozofija in psihologija vzhoda in zahoda. Namreč mi menimo, da sve te teme, ki jih imamo znotraj tega ciklusa, da največ govori o Novi Akropoli. In če sprejmeš to, potem si lahko član Nove Akropole. To pomeni, treba se poslušati ciklus predavanj, to je 12 predavanj, in potem se lahko učlaniš. In ta ciklus se začne, zdaj naslednji ciklus, takole imam zapisano, 29. oktobra ob 20. To je na Wolfovi 8 v prostorih društva Nova Akropola, to je čisto zgoraj pod streho, do vrha. Ko zmanjka stopnici na Novi Akropoli. Da, prav tako. Verjetno podobno kot na stari Akropoli, ne? Mogoče še to, če bi kdo želel kaj več informacij, naj povem še telefon 01-2511-487, ampak od 18 naprej, kajti to je društvo prostovoljcev, to ni nihče zaposlen. Pravzaprav in prostovoljcev, entuzijastov, dobrih ljudi, če tako rečem. Ampak poglejte, Ivana, pojdiva še na tisto temo, zaradi katere sva danes tukaj. Tale stavek se mi je nekako utrnil in vtisnil spomin. Usoda nam na pot pripelje ljudi, ki bi lahko postali naši prijatelji, toda ostalo moramo narediti sami. Kdaj pravzaprav človek postane nekomu prijatelj? Kdaj recimo mi dve lahko postaneva prijateljici? Kdaj? Prvo, pogosto slišate okolo, kot ni sami okoli, pogosto poslušate, kako govorijo ljudi, kako niso imali sploh priložnosti v življenju, za postati, da imajo prijatelje. S tem se ne bi strinjala, zagotovo usoda življenja, ali imenovali ne vem kako, zagotovo nam prinese določene ljudi. Zdaj jih mi moramo prepoznati in z njima izgrajevati nekaj. Ne more samo navadno druženje, zagotovo ne more biti resnično prijateljstvo. Prijatelji morajo imeti en skupni cilj pred sabo in potem jaz sem v predavanju rekla na nek način, da prijatelji morajo biti sopotniki. Sopotniki, ki grejo, ki potujejo proti istem cilju. To pomeni, da morajo biti v istem vlaku. Če so sopotniki, to pomeni, da morajo skupaj potovati. Ne moremo imeti prijatelja, če ne želimo potovati. Če je prijatelj sopotnik. Ne vem, ali ste me razumeli. To pomeni, da moramo se imati skupna prizadevanja, skupaj delovati, skupna hrepenjenja, skupni cilj in za taj cilj na nek način živeti in ustvarjati ga. Poglejte, pomembno se mi zdi opredeliti prijateljstvo, kaj dejansko prijateljstvo je. Namreč danes rečemo, zlasti otroci, toliko imam prijateljev, ne vem, na moj rojstni dan jih je prišlo 30. Pravzaprav, ali ni beseda prijatelj v današnjem času na nek način razvrednotena? Preveč razvrednotena. Lahko rečem, da je preveč razvrednotena. Danas se i svakog imenujemo prijatelji. Naprimer, psihologi pravijo, oziroma i stari filozofi, da obstaju 3 vrste prijateljstva. Fizično prijateljstvo, človeško, ali osebno, personalno prijateljstvo i tisto koje oni imenujejo resnično prijateljstvo, ali še ga imenujejo i filozofsko prijateljstvo. Ta fizična su iz različnih interesov, nastala zaradi naše šibkosti, zaradi naše življenjske inertnosti. Pogosto su to prijateljstva, veste, ko se srećamo pa imamo skupnega nasprotnika, pa smo zdaj skupaj zaradi tega, ker lahko nekaj govorimo proti tega nasprotnika. Toda, ko se končajo taki interesi, potem ni več prijateljstva. Kljub temu, da smo mislili, da su neraskidiva. I kaj je problem z nami? Da mi pomislimo, ko se prekine tako jedno prijateljstvo, pa si pogosto rečemo, dobro, življenje gre naprej. To da nič ne spremenimo, samo nadaljujemo s podobnimi odnosi. Vsako druženje zagotovo ni prijateljstvo. I taka druženja, lahko rečem, da prinašajo zagotovo za obe strani več škode kot koristi. Potem to, kaj filozofi imenujejo človeško prijateljstvo, ali personalno prijateljstvo. To spet imamo različne interese. Naprimjer,
skupaj gremo na koncerte, ljubimo glasbo, muziko, pa zaradi tega smo skupaj, ali ljubimo naravo, pa smo zaradi tega skupaj. Da gremo skupaj v hribe, ne? Ja, pa gremo skupaj v hribe, pa je spet problem, ko ne stanejo ti interesi, spet se prekine prijateljstvo. Rajše bi, lahko bi mogoče te osebe mogoče imenovali kolege, ne vem, sošolci, ali ne vem kako, samo ne prijatelji. A mi i te imenujemo prijatelji. Stari filozofi pravijo da resnično prijateljstvo ustvarjaju edino dobri ljudi, oziroma ki skozi taj odnos izražaju vrlino. I taj odnos mora biti zmeraj temeljen na plemenitih delih. To se pravi, to je ta odnos med dvema, ki plemenitita ta odnos. Da. I pravijo oni, da lahko ustvarja oseba, ki lahko ustvarja prijateljstvo, to je tista, ki prvo mora uspostaviti odnos sa samim sabom. Jer če nimaš uspostavljenega odnosa sa samim sabom, potem ne moreš uspostaviti tudi odnosa sa drugo osebo. I kako oni pravijo, kaj pomeni to uspostaviti odnos sa samim sabom? To pomeni spoznavati sebe. Moć reći, moć konstatirati kaj je to u meni dobro. Dobro, če je to dobro, to pomeni da to moram še bolje izražati. Kaj je to u meni slabo? Kakšne su moje pomankljivosti? To pomeni dobro, to je slabo, a to da to moram spreminjati. I tista oseba, ki se zaveda i svoje dobre in slabe plati, i ki se zaveda tega in se prizadeva te svoje slabe plati nekako spreminjati, lahko razume drugo osebo i lahko spoštuje drugo osebo i lahko s to drugo osebo uspostavlja določeni odnos. Temelj odnosa resničnega prijateljstva mora biti vrlina in plemenita dejanja. Poglejte, nekaj zanimivo. Gospod je rekel, ko sva se takole pogovarjala, je rekel, veste, saj če bi iskal idealno ženo, bi ostal sam. Pravzaprav enako je s prijateljstvom. Ne moramo iskati idealnega prijatelja. Ne. Kako pravijo, mi se moramo zavedati da prvo, u prijateljstvu moramo biti pripravljeni otpušćati. Otpustiti, ne vem kako se pravilno otpustiti, slovensko reče. Tisto moramo se zavedati da si lahko naredimo nekakšno napako i da mi nismo Bogom dani. Tega se moramo zavedati, a moć otpustiti prijatelju, to pomeni dati mu priložnost da popravi napako. To je tisto kar je najbolj pomembno u prijateljskem odnosu. Poglejte, Ivana, pa imamo danes pravzaprav še čas sklepati, vzpostavljati, gojiti taka prava prijateljstva. Seveda. Vsezadnje tako nekako hitimo skozi življenje, mogoče se srečujemo z ljudmi zaradi slabe vesti ali sorodniki, joj, toliko časa ga že nisem poklicala, zdaj ga pa res moram. Pravzaprav, kako to izgleda v današnjih časih? Je bilo včasih morda vendarle drugače ali lažje? Zdaj, ali je bilo lažje, to ne vem kaj bi rekla. Mislim da je to zmeraj odvisno o našem načinu gledanja na odnose i na druge ljudi. Lahko rečem da danas, mislim da danas obstaja to prepričanje kako je teško srećati pravega prijatelja i da resnično prijateljstvo pravzaprav ne obstaja. Če na ta način razmišljamo, to pomeni da smo zaprti za takve odnose. Da ih niti ne dopušćamo, to pomeni da se ne otpiramo. Moramo biti otpriti za drugi. Lahko rečem da tak način gledanja danas, to nezaupanje, popolnoma nezaupanje, da je en vid strahopetnosti, mislim da se kukavičluka, da je en vid strahopetnosti, zaradi tega, ker namest tista oseba, ki lahko izraža svoja stališča, to pomeni da se lahko odpira i drugoj osebi. Mi moramo pripravljeni biti riskirati u življenju. Moramo biti otprti do drugih ljudi. Pomeni, da boš tudi razočaran, da te bo nekdo pustil na cedilu, da te bo, ne vem, za hrbtom nekaj naredil. Ali to ne pomeni da se to mora zgoditi. Seveda da si previden, ali si odprto previden.
Jer ne moramo samo gledati da obstaja u drugom nekaj slabega. Moramo vidjeti i to dobro stran. Dopustiti da ta druga oseba ima i to dobro stran. In verjetno tudi dajati, ne samo iskati koristi. Seveda, jer če smo odprti, to pomeni da nam je u prijateljstvu pomembno to kaj dajemo. Ni nam pomembno to kaj bomo dobili nazaj. I taj element, lahko rečem, sebičnosti je, lahko rečem, da ubija sploh možnost uspostavljanja prijateljstva. Poglejte, po drugi strani, najbrž v prijateljstvu je treba tudi imeti neke ideale, rekli ste, da so pravi prijatelji, sopotniki, da stremijo k skupnemu cilju. Najbrž je tu treba tudi graditi to prijateljstvo, vlagati, ga zalivati, ne vem, kot zalivamo cvetico, sicer se posuši. Ne vem, posejaš seme. Moraš ga zalivati da bi enkrat narasla raslinica, biljka. Zdaj jednako tako i sa prijateljstvom. Prijateljstvo ne moremo takoj formirati, uspostaviti. To se gradi počasi, opeka po opeko, dejanje po dejanje. Vsako dejanje potrdi to prijateljstvo. Vsako dejanje znotraj prijateljstva. Vsaka preizkušnja, ki je presega eno prijateljstvo, je ena ta trda opeka. I tako gradimo prijateljstvo. No, mogoče še par besedic več o tem filozofskem prijateljstvu. Namreč to je pojem, ki ga pa običajno ne slišiš. To o prijateljstvu in o vsem tem, kar sva govorili, se da prebrati, tudi slišati marsikje druge. Ampak prav ta pojem, filozofsko prijateljstvo, ki ga pa Nova Akropola vzpostavlja, kaj pa to nosi v sebi? To je filozofsko prijateljstvo, ali to resnično prijateljstvo je prijateljstvo med ljudmi, ki su povezani istim idealom. Mi vemo kako skozi zgodovino so zmeraj obstajale ene skupinice, ki so medsebojno se dajale, borile za določena stališča, za določene principe, ne zase, temveč za človeštvo. To pomeni, imaju en skupni ideal i za to živijo. In praktično presegaju sebe. I presegaju sebe. To pomeni žrtvovanje, dajanje za nekakšne više cilje. Ali bolje jednostavno rečeno, da lahko svoje trenutačne potrebe i trenutačne želje, te su sebe sposobne dati u drugi plan, da bi lahko u določenom trenutku naredili nekaj kaj je splošno korisno. Ne samo za njih, temveč splošno i za druge. Poglejte, danes je zelo pravzaprav v modi, če tako rečem, mogoče da čez nekaj let ne bo več, prav to virtualno prijateljstvo. Po medmrežju se srečujejo, nekateri se zaljubljajo, celo poročajo, slišimo take in drugačne zgodbe, se srečujejo, ne vem, nekje na drugem koncu sveta, ljudje, ki so preko recimo medmrežja postali prijatelji. Ali lahko postaneš prijatelj na tak način? Ali je vendarle ta fizična prisotnost zelo pomembna? Mislim, da fizični stik je na začetku pri ustvarjanju prijateljstva seveda da je zelo pomemben. Ali sploh lahko se vprašam, ali sploh lahko govorim o tem virtualnem prijateljstvu, ali tako prijateljstvo obstaja. Jaz lahko rečem da ne, da je to kot nekakšna megla. Kaj je to? Da bi osebe postale prijatelji, oni moraju uspostavljati določeni odnos, kako se slovensko reče, obraz v obraz. Moraju se videti, moraju se čutiti. To je na nek način razmenjava, dva človeka, razmenjava vsega dobrega kaj nosijo. Prek računalnika to ne gre. Ja bi rekla, virtualno prijateljstvo to je prijateljstvo med dva računalnika, a ne med dve osebi. Vse zadnje se lahko tudi skriješ, ne? Ne, v vsakom primeru, če nekaj ne moremo reči človeku v obraz, to pomeni, da na nek način bežimo in se skrivamo iza računalnika. Če nimamo moči nekaj direktno reči človeku v obraz. Če nam je na taj način lažje, to pomeni da moramo nekaj drugega sa svojo lastno psiho urediti, da je nekakšni drugi problem. Pomeni pri sebi urediti red. Kaj pa recimo prijateljstvo, no mogoče težko, tako rečem,
odnos do živali. Kako pa bi to opredelili? Vse zadnje, veliko je ljudi, ki danes živijo z živaljo in rečejo, to je recimo, ta pes je moj edini prijatelj. Ja, samo ne bi tu govorilo o tem pravem resničnem prijateljstvu. Namreč, resnično prijateljstvo to je ravnopravni odnos. Ravnopravni odnos med osebami. Človek lahko izbira. Človek izbere žival. Žival ne more njega izbrati. Žival se znajde, kjer se. Z druge strani, človek je odgovoren za to žival. Žival ne more biti odgovoren za človeka. In ko malo pogledamo, žival, kaj nam lahko žival da? Lahko nas veselo dočaka, lahko, ne vem, nam je verna, ali nič več od tega. Ona ne kritizira, tu nema razmenjave medsebojne. Tako da tu ne bi rekla, da tu gre za resnično prijateljstvo. Pogosto se zgodi, da se mi skrivamo spet za živali. Namreč, da poiščemo človeka, bolj nam je jednostavno imati eno žival, pa se z njo pogovarjati. Ona nam nič ne kontrira in od nje vemo, sa vsem se strinja, in od nje vemo, da nič slabega ne bomo doživeli. To pomeni, da je to spet beg od življenja na nek način. Pravzaprav je prijateljstvo tako kot partnerski odnos. Pravzaprav ena neverjetna priložnost za osebnostno rast. Za preverjanje pravzaprav, kaj počnem, kako razmišljam, kako se vedem. Brez druge osebe ne moremo rasti sploh. Kako se razvijati, kako rasti brez druge osebe? Naprimer, vemo, da moramo biti boljši. Kako postati boljši? Da čakamo, sedimo, gledamo, meditiramo. To nismo postali boljši. Mi rabimo drugu osebu da bi izrazili tu svoju dobrotu i da bi na ta način spoznavali sebe. Koliko lahko gremo naprej i koliko lahko damo. Ne nazadnje, pravzaprav smo ljudje družabna bitja, socialna bitja in brez tega najbrž zakrnimo. Verjetno tudi čustveno nismo stabilni, če nimamo pravzaprav ljudi okrog sebe. Jer kako kontrolirati čustva? Da stojim i kontroliram čustva, sam sabo. Ne kontroliram ih. Imam drugu osebu, imam različne življenjske situacije i tu se moram pokazati. Jer kako se sploh izraziti kot človek, če nimam drugu osebu? Kako izraziti sve svoje človeške značilnosti? V tistem pravem pomenu te besede človek. Moram imeti drugo osebu. Ivana, mogoče še na kratko, slabi 2 minutki imamo, kako naj bi starši otrokom povedali, kaj je to prijateljstvo? Morajo biti, kako se reče, zgled. Zgled, ja. Zgled v odnosu do drugih, v odnosu do otroka. I ne rabimo mi preveč govoriti, držati predavanje otroku. Kaj pomeni pravilno se odnosi do druge osebe? Samo skozi lastan odnos do druge osebe mu to pokažemo, kaj je pravilno. I to seveda kot nekakšne avtoritete na določen način zahtevati od njega. Na ist način se moraš obnašati do drugih. Kaj to pomeni? Časno, moralno i zmeraj drugemu želiti dobro. I to je to. Pravzaprav zelo preprosta filozofija. Da, ni to nikakšna filozofija. Ampak v življenju jo je težko spravljati v življenje, če je pač mi sami ne živimo. Nažalost, problem današnjega časa i poudarjanja vrednot. Danas se veliko govori o vrednotah različnih, samo tako malo se živi. I to je najveći problem. In drugemu učitamo, kako vrednot nima. To pogosto govorimo o vrednotah, a sploh nam ne pada na pamet da ih živimo. Jaz vem, ko smo ponudili to predavanje, mi pogosto ponujamo predavanja v različnih ustanovah, pa ko smo rekli to tema o prijateljstvu, pa su nam rekli, to je lepa tema, samo mi bi rajše nekaj bolj sodobnega. A kaj je bolj sodobno za ta čas? V tem svetu osamljenosti. V tem svetu, osamljenosti kot potreba po prijateljstvu. Tako da je to očitno nekakšni odraz današnjega načina doživljanja človeka i človekovih potreb.
Hvala lepa, spoštovane gospe, dragi gospodje. Če bi želeli še marsikaj dobrega slišati, obrnite se na Novo Akropolo. Kvalitetna, kakovostna predavanja, ki vedno znova potekajo. Mogoče samo še to, na spletni strani www.akropola.org lahko najdete vse podatke o njihovi dejavnosti. Hvala, nasvidenje. Hvala tebi. Hvala.